Izvolite, gospod profesor. Spoštovana gospa ministrica, spoštovani visoki gostje, spoštovane kolegice, kolegi. Slovenci se pogosto ne zavedamo velikega pomena, ki ga ima zakonodaja, vključno skromno slovensko ustavo, za našo nacionalno samobitnost, kulturo in razvoj. Sodobna paradigma namreč pravi, da bodo nacionalne države znotraj Evropske skupnosti počasi usihale, s tem, da si bodo delile skupen kulturno-prostorski raznolik evropski prostor, ki bo s pomočjo evropskih kohezijskih ukrepov sčasoma se zlepil v monokulturno celoto. Nacionalne meje, tako pravimo, so antagonizem, so stvar preteklosti, ki bomo presegli s prekomernim združevanjem. Vendar se, kot vidno, evropske države obnašajo drugače, predvsem velike. Zelo sebično skrbijo za svoje lastne koristi in suverenosti. Poglejmo samo Anglijo ali v zadnjem času Španijo. Mislim, da posveča naša država vse premalo skrbi za svoj ozemeljski, ekonomski, socialni in kulturno integritetni prostor, kar je pogoj, da želi in hoče biti enakovredna v družbi enakih. To je najvažnejša naloga državne politike in temelj državotvornosti vsake države. Leta 1991 smo to vedeli in v 4. členu ustave zapisali: Slovenija je ozemeljsko enotna in nedeljiva država. Danes pa, kot da smo izgubili kompas. Prepričan sem, da Slovenija z zanemarjanjem obrojba države ne obvladuje več svoje ozemeljske celovitosti. To pomeni, da smo še vedno v fazi oblikovanja potrebne državotvorne zavesti, ko še ne vemo natančno, kaj so prioritete države, kako se država konstituira, kako se vedno znova vzpostavlja v spremenjajočih se družbeno-političnih kontekstih. Ni dovolj samo razglasiti neodvisnosti. Imeti moraš jasne cilje, vizijo, strategijo, kaj boš počel sam s sabo. Ali želimo zadržati svojo kulturo, svoje posebnosti, ali se bomo razstopili v širšem prostoru Evrope, tudi to je mogoče. A če imaš državo, moraš njen prostor obvladovati tako teritorijalno kot kulturno, politično in ekonomsko. So narodi brez države, drugi brez prostora. Mi imamo vse to, a se do prostora obnašamo mačehovsko. Če želi država ohraniti poseljenost na celotnem teritoriju, zadržati ljudi tudi na obrobju in zajeziti beg možganov, kot se to dogaja na Koroškem, Beli krajini in še kje, mora ukrepati. Slovenci uhajamo v razvitejši Dunaj, Milano, celo bližnji Zagreb in številna manjša obmejna mesta. Prepričan sem, da se lahko tem pritiskom upremo le s prostorsko organizacijo Slovenije v obliki milijonskega somestja, nekakšnega vrtnega mesta, ki bo povezalo slovenska mesta in naselja z učinkovito prometno infrastrukturo. Z urbano kulturo, ki bo konkurenčna velikim centrom. Posebno skrb je potrebno posvečati obrobju, ki nam uhaja najhitreje. Če obrobje ni zadosti infrastrukturno prekrvavljeno, se začne po robovih trgati. To se nam že dogaja. Iz Koroške odhaja preko meje veliko ljudi, ki so morda za državo izgubljeni zavedno. Zaradi prometne oddaljenosti ni pritoka priseljencev, ni nove delovne sile. Tako regija počasi tone, ekonomsko kot tudi kulturno. Zato je dolžnost slovenske politike ohraniti integriteto na celotnem prostoru države. Pristopiti moramo k izgradnji prepotrebnih infrastrukturnih povezav, ki bodo omogočale obstanek Slovenije kot celote.
Takšni projekti so hkrati najpomembnejši spodbojevalec ekonomskega razvoja celotne družbe. Vendar namesto, da bi sprožili alarm, ker nam ljudje odhajajo v tujino, raje štejemo, naprimer na Koroškem, promet, ki ga je čedalje manj, ker gre raje v drugo smer. Sestati bi se moral svet nacionalne varnosti in reči, nemudoma moramo nekaj narediti. Mi pa štejemo promet in kažemo številke kot argument, zakaj se ne splača graditi novih cest v odročne kraje. Ob veliki skrbi za dobro prometno dostopnost je pomembno sočasno zagotoviti vsem prebivalcem Slovenije tudi primerljivo kvaliteto delovnega in življenjskega prostora. Ustava Republike Slovenije govori o pomenu zdravega in kvalitetno urejenega prostora, okolja, kot eni temeljnih pravic prebivalcev Republike Slovenije. V ustavi je govora le o precej abstraktni zahtevi po načelnem zdravem in kvalitetnem življenjskem okolju, hkrati pa tudi o skrbi za kulturno dediščino. Čeprav se zdi, da je s tem Ustava Republike Slovenije usmerjena v preteklost zazrt dokument, se v skrbi za kulturo in spomenike posebno skriva tudi skrb za ustvarjanje takšnih pogojev, pod katerimi bo sodobna družba gradila kvalitete, trajnostno oblikovane prostorske stvaritve, ki se bodo zapisale v prihodnosti kot pomniki našega časa. Kajti narod brez vidnih uspehov na področju materialne kulturne dediščine bo ostal v zgodovinskem prostoru nem in anonimen. Kvalitetno urejeno okolje ima v primeru arhitekture in urbanizma tudi poetično dimenzijo. Izžareva posebno prostorsko atmosfero, zaradi katere se uporabnik v njem še posebej dobro počuti. Lahko ga nagovarja k novemu načinu bivanja in dela, zaradi česar bo še bolj ustvarjalen, inovativen. Zato pravimo, da sta prostorska urejenost in tudi lepota prostora tudi ekonomska kategorija. Kvalitetno urejen in oblikovan prostor ima velik vpliv na kakovost življenja ljudi, ne le v fizičnem in funkcionalnem smislu, temveč tudi kot kultura bivanja. Zato je že v resoluciji o nacionalnem programu za kulturo iz leta 2008-2011 med drugim zapisano: slovenski prostor z naselji, stavbami in krajino je temeljni pojav zgodovine, kulture in življenja v Sloveniji. Predstavlja najbolj opazen način izražanja v vsakodnevnem življenju državljanom, zato je njegovo urejanje v javnem interesu. Ob tem se slovenska kulturna politika sklicuje na sklepe Sveta Evropske skupnosti iz leta 2007 o prispevku kulturnega in ustvarjalnega sektorja k uresničevanju lizbonskih ciljev, v katerih je poudarjeno, da imajo kulturne dejavnosti in ustvarjalne panoge, kot je tudi arhitektura, ključno vlogo pri spodbujanju inovacij in tehnologije, ter bodo zato v prihodnosti ključne gonilne sile trajnostne rasti. Lahko povzamem, da je pravica do zdravega, urejenega, lepo oblikovanega in ustvarjalnega prostora ena temeljnih človeških pravic, ki so zagotovljene z Ustavo Republike Slovenije. Iz te ustavne opredelitve izhajajo in naj bi izhajale vse odločitve države in državnih dokumentov v zvezi z načini urejanja prostora. In kaj od naštetega smo uspeli uresničiti v času od leta 1991? Ali smo lahko ponosni na svojo deželo? Pogosto se sprašujem, kako doživljajo Slovenijo tujci, bodisi kot gostje ali kot tranzitni popotniki. Je to res dežela, v kateri bi želeli živeti in preživeti del svojega prostega časa ali sploh se naseliti? Zdi se, da dobiva Slovenija podobo novodobnega kaosa, nič kaj vabljivega za lepote in reda vajenega turista. Pred nami se rušijo idilične podobe in nekdaj urejene krajine, mest in naselij. Priče smo postopni furlanizaciji prostora,
ko se drobna urbanizacija nekontrolirano širi vzdolž mestnih vpadnic in avtocest, globoko v mestno zaledje in v podeželski prostor in ob tem izkorišča javno dobro, akumulirano v javnih cestah, komunalni opremljenosti manjših naselij in vasi. Soočeni smo torej z množico majhnih, pogosto družinskih podjetij, ki poskušajo uveljaviti svoje prostorske potrebe za bivanje in delo na lastni parceli. Pogosto s poraznimi posledicami za kvaliteto in podobo prostora. Kolega Saša Ostan je nekoč dejal, da lahko pripišemo razpršeni gradnji 4 negativne E-je. Takšna gradnja po njemu je ekološko, ekonomsko, estetsko in energetsko problematična, saj generira ogromno vzporednih problemov. Vendar pa razpršena poselitev ni nujno nekaj negativnega. Tako je profesor Edvard Travnikar v nekem nedatiranem tipkopisu, verjetno iz konca 60-ih let, zapisal, da se zavzema za policentrično ureditev poselitve Slovenije ob razumni rasti velikih mest. Njegove zamisli so še kako aktualne danes v času interneta, ko lokacija ni več tako zelo pomembna in je mogoče delo na domu, v času razvoja inovativnih komunalnih tehnik in energetsko samooskrbnih sistemov tudi za manjše individualne enote. Ravnikar postavlja ob koncept razvoja velikih mest zamisel o drobnejši in razumni poselitvi pokrajine, ki temelji na zgodovinskem izročilu. Takšna poselitev omogoča kvaliteto življenja v stiku z naravo ter hkrati zahteva odgovorno skrbništvo krajine. Ob sodobnih tehnikah omogoča visoko stopnjo absorpcije negativnih pojavov, ki jih sicer sprožajo velike koncentracije. Tako pravi. Strah, da bi se naše življenje zato, ker bi ne postala naša mesta bistveno večja, razvijalo v kulturnem in družbenem smislu v provincialnih mejah, je nepotreben. Če je osnova takšne urbanistične organizacije odlična prometna tehnika, so dane vse možnosti, da se grupe malih naselij povezujejo v organizirane celote, ki ima prednost večjih mest, namreč večje izmenjave in stopnjevanje kulturnih in drugih enot. Pravi naprej, uskladiti to potrebo za možnostjo harmoničnega življenja v skupnosti, ki odgovarja človeškim merilom, bi morala biti končni cilj urbanizacije Slovenije. Ne mislim niti na romantiko, niti na zadnjaško vračanje k naravi, ampak na to, da damo takšne možnosti življenja v osnovnih enotah, da bodo napredne potrebe neposredno zadovoljene, večje pa v odgovarjajočih višjih enotah. In še naprej pravi, stanovanjskemu bloku in dragim komunalnim napravam ter malo bučni prezentaciji stoji nasproti intimna individualna hišica, kombinirana z visoko zmogljivo prometno tehniko. Razvijanje prometa ima najširši smisel, najboljše komunalne naprave, rečemo v mestih, pa samo lokalni. Preveč smo delali na bloku pod vplivom navidezne nujnosti bloka kot edine in najbolj ekonomične oblike gradnje stanovanj, premalo pa na individualni hiši, katere študij je bistven za razvoj moderne arhitekture. Ali bomo težko nalogo urejanja naselja reševali z največjo iznajdljivostjo za vsak primer posebej, ali samo po normah, ki smo jih doslej osvojili. Od te odločitve je odvisna nadaljnja usoda urbanizma v Sloveniji. Za regionalni in urbanistični razvoj, kakršnega sem v kratkih besedah skiciral, ima Slovenija vse pogoje. Vsak košček v njej je tako lep, zdrav, z obiljem vode in zelenja, da bi se povsod moglo dobro živeti. Ravnikarjeva vizija se v Sloveniji, lahko rečemo, v celoti uresničila, žal nenačrtno in brez kvalitetne podpore. Se vsi lahko posipamo s pepelom, premalo študija, premalo skrbi,
te drugi opciji. V socializmu je bila ljudem dana velika svoboda pri gradnji lastnega doma. Zato smo priča kaotični, nespametni poselitvi ali slabi arhitekturi. To prakso bo težko spremeniti, kajti večina investitorjev je danes prepričana, da prostorskega planiranja in urbanizma v nornih razmerah ne potrebujemo, oziroma da so takšni urbanistični načrti le ovira naložbenim pričakovanim investitorjem in odvečen ter škodljiv relikt socialistične dobe. Takšnemu prepričanju je sledila v veliki meri tudi naša prostorska zakonodaja oziroma interpretacija te zakonodaje v praksi. Z novo prostorsko zakonodajo želimo očitno prekiniti nadaljnje generiranje urbanega kaosa. Poenostavlja se do sedaj preobilna papirologija, ki je dušila razvojne pobude investitorjev in dan je večji poudarek na cilji in vsebini zakonskih ukrepov. Vendar pa predstavlja večja permisivnost prostorske politike tudi nevarno za njeno zlorabo. Slovenija je namreč dežela črnograditeljev. Vsakdo, ki posjeduje košček parcele, kjerkoli že, živi v upanju, da jo bo nekoč prelevil v dobičkonosno gradbeno zemljišče in nadaljeval dosedanjo prakso. Zato na koncu sem prepričan, da bo novi zakon zaživel le v primeru, če bodo ljudje ponotranili njegov temeljni namen. Le takrat bo zakon koristna spodbuda in njim nerazumljiva ovira njihovim hotenjem. Potrebno bo načrtno in najširše ozaveščanje ljudi skozi najrazličnejše javne medije. Nagovarjati bo potrebno najširšo populacijo, začeti že vrtci v šolah. Graditi je potrebno na ponosu na svojo domovino, na njene lepote, na deželo, ki jo s svojimi posegi sooblikujemo. Ob tem se spomnim na kultno oglaševalsko akcijo pod naslovom Slovenija, moja dežela, ki je po prepričanju mnogih pripomogla k nastanku samostojne države. Nehote so namreč okoliščine določile, da je prišlo do drugačne interpretacije, da je slogan dobil konotacijo ne le domovine, temveč države, nacije. Ljudje so imeli identifikacijsko sidro, da obstaja nekakšna namišljena država, ki so se ga oklepali. Verjetno je to vplivalo tudi na politike, da so začeli razmišljati drugače. Akcija spožira splošno zavedanje, da smo prebivalci Slovenije lastniki svoje zgodovinske in trenutne identitete ter odgovorni za svojo lastnino. Na podoben način lahko tudi danes spodbudimo pri ljudeh splošno hotenje po razumno in lepo urejenem prostoru, na katerega bomo kot državljani ponosni in bo del naše identitete. In novi zakon jim bo lahko ob tem, saj upam tako, v veliko pomoč. Hvala.